To so preprosta vprašanja. Rok Turk, vodilni po polovici dirke. Kako poteka trenutna dirka, vse po pričakovanjih? Ja, trenutno vse po pričakovanjih. No, takrat smo nekako zastavili, do zdaj smo plan nekako izpolnili, kar smo si ga zadali. Jasno, čaka nas še polovica dirke, še dva, bom rekel, dokaj tehnično zahtevna brzinca. Čeprav sta se že te dva zjutraj izkazala za zahtevnejše, kot smo pričakovali. Oziroma, net se ni grip popravil v 3 krogih, kar smo pričakovali, da bo vsaj malo gume ostalo. Tako da, ampak zaenkrat, no, ostajamo na svojemu tempu. Kakšen pa plan za popoldanski del? Obdržati identičen tempo ali morda taktizirati in varno pripeljati z mojega do cilja? Načeloma mislim, da še ni čas za taktiziranje. Pridejo še brzinci, ki se lahko hitro kaj pripetikeš na gumo, karkoli. Tako da ostali bomo na takem tempu, ne bomo forsirali, no. Ne bomo pa tudi ne ta trenutek še popuščali. V redu, hvala in vso srečo do konca dirke. Hvala. Okay. Gergely Fogaši, David Berendi, second place overall on Rally Velenje, great performance in the morning stages. You two satisfied with the result and your driving? Yes, now we are very satisfied, but it's impossible to beat Rok Turk because he is a local guy here and he is going very fast with the Hankook tires and with the Peugeot. But for us it's very important to be first in the Mitropa Cup because we are racing in this event, in the season, in the Mitropa Cup, and we want to be the first here to win the Mitropa Cup. Okay, how do you like these stages? They are quite fast, slippery and a lot of gravel. Does this suit you? Yes, this is a little bit tricky for us because the organizers said to us that they will put every corner something that it's not going to be very cut and very slippery with a lot of gravel. But now, how we see in the first stage, it is a little bit too gravelly. So we have to be very careful today. Okay, so what's the plan for the afternoon? Keep the first place in Mitropa Cup as second overall, or just bring it home first in Mitropa? We would like to stay in this position, but we would like to be a little bit better. So we would like to go faster and to make our stage time is closer to Rok Turk's time. But I think first is the safety for us. Okay, so good luck and see you in the finish line. Thank you very much. Thank you. Claudio, Jean, second place in Slovenian Championship after the first half of the race. What went wrong? You lost quite some time on the morning stages. Well, for us it was very difficult. I hope this afternoon will be better, a bit better. No? Okay, what happened on the morning stages? Some technical problems with tires? Probably sure with tires. I have no perfect choice of tires. Okay, thank you very much and good luck in keeping second position in the afternoon. Thank you very much to you. Thank you. Alex Humar, tretji v slovenskem prvenstvu, vodilni v diviziji 2 in pa v diviziji 5. Odlični časi, torej sklepam, da vse poteka po pričakovanjih. Ja, zaenkrat brez kakšnih težav. Prvi del je bil brez problemov, zdaj nas čakata pa še dve različne hitrostne popoldne, ki jih bomo peljali trikrat. Tako da mislim, da dirke še ni konec, da bo še kar pestro. Mlajši tekmovalci, konkretno Tim Novak, vam je na hitrostni preizkušnji Laze vzel nekaj časa. Mislite, da se vam mladeniči že približujejo počasi? Ja, se to nam je dalo mali izziv, da smo jim pol zdaj nazadnje 3 sekunde vzela. Tako da vsakič, ko pride blizu pol, probamo še zboljšati. In to je zame izziv, za probe je pa izziv, da mi pride čim bližje ali pa spredi. Tako da je zanimivo. Odlično, želim vam srečen prihod do cilja in pa razborljiv popoldanski del. Hvala. Tim Novak, drugi v diviziji 2, drugi tudi v pokalni diviziji 5. Odličen štart v jutro, dobljena hitrostna preizkušnja znotraj divizije. Gre vse tako, kot ste si zamislili v današnjem jutru? Ja, zaenkrat gre kar vse po planu. Začeli smo ne čist na glavo, ampak vseeno zelo dober tempo že celo jutro. Sva naredila sicer eno manjšo napako, sem mogla popravljati nit v rikverc. Nažalost se to tudi dogaja, so izgubila nekaj sekund, ampak ja, vseeno zadovoljen, ja. Dober ritem, ena dobljena hitrostna preizkušnja, tako da se že veselim popoldanskega dela. V popoldanskem delu staja enaka strategija, napad
na čim više v diviziji, kakšno dobljeno hitrostno preizkušnjo, morda še na samo zmago? Ja, zdaj zmaga je mogoče malo daleč, že 30 sekund razlike. Vsekakor bo treba se fejs potruditi. Imamo nekih 5-6 sekund prednosti pred Denisom, ki je na 3. mestu, tako da ja, bo treba tiščati na polno. V redu, potem pa vso srečo v boju za stopničke in srečen prihod v cilj. Hvala lepa. Bojan Velika Vrh, vodilni v diviziji 1, druga dirka po kar nekaj letnem premoru, nasmiha se vam celo prva zmaga po polovici dirke. Kakšni so občutki v vsem tem? Ne samo na rezultat, tudi sama potek dirke, sama vožnja, problemov nimamo, sva zadovoljna, še pa še. Tako da, če bo še tako naprej, je to. Pričakovanja za popoldanski del, dolgo je še do cilja, naporno bo, tudi mogoče izbira gum popoldnevu. Kako vi pričakujete popoldanski del? Ja, borili se bomo do konca, tle popuščali na njih. Konkurenca, dobro je, Jure je zdaj kar smo blizu, tako da bo. V redu, potem pa vso srečo v lovu za prvo zmago v diviziji. Hvala lepa, hvala. Čau. Tine Koren, vodilni v Jugo pokalu, odlična dirka do tega trenutka. Ste zadovoljni s predstavo? Ja, kar zadovoljni. Upamo, da bo šlo tako naprej in če bo avto zdržal in metode, bo odlično. No? Pričakovanja za drugi del dirke, napad na zmago ali taktiziranje, kakšen je vaš plan? Malo bolj po pameti, da prijemo skozi, če ne prvo mesto, cilj je glavno, da prijemo skozi, da avto zdrži, da mi zdržimo čim več kilometrov, da naredimo tudi čim več kilometrov, no? Izkušnje predvsem. No? V redu, vso srečo v lovljenju stopničk in pa zmage v Jugo pokalu. Reč pa, da ja, hvala lepa. Darko Peljhan, Anja Verbič, ena od prvih žrtev Rallija Velenje. Kaj je šlo pravzaprav narobe, da sta dirkalnik parkirala pod cesto? Zmer je kriva hitrost, vse tako ponovadi policija pove. Dejansko je pa dosti popiskano, bilo vse skupaj tudi mokro, logično še je od nočnega dežja. Dejansko malček prehitra. Ustavila so se sicer do roba ceste, vendar je tam en lokalni domačin pozabil malček hločkov mičkanih, na enega so se zapeljala in na je pol ta potehnil čez rob, na kar se ni dal avto nazaj ven potehniti. Tako da avto praktično ni nič, škoda same dirke, organizatorju bom rekel hvala za dirko, sicer žiri pa mogoče malo kritike, ker bi vseeno lahko pustili, da bi potestirali avto naprej pa odpeljali kot nulo do konca, pa mogoče ne bi bili tudi gledalci prekrajšani za ketaza. Super, za razlago vse situacije, kako pa ste zadovoljni z dirkalnikom, ste bili zadovoljni, je to tisto, kar ste pričakovali pred nastopom, vozne lastnosti, moč, vse to? No, lahko rečem, da glede na opatijski test, pa na te dve hitrostni, da tako rečem, ali pa del še ta tretje, moram ponoviti se, kot sem že rekel, da je potencijal ima avto velik, da se tudi hitro pelati, bo pa treba še marsikaj dodelati. Mislim, da ta prva stvar bo sigurno podvozje, ker tu dejansko manjka. Ko bomo to naredili, bom lahko pa povedal nadaljevanje zgodbe. V redu, potem pa vso srečo pri pripravi avta in da se slišimo v železnikih z boljšimi vtisi v dirkalniku. Dogovorjeno, hvala. Thank you very much and good luck for the next race.